Čas je za en brutalno resen TikTok. V nepremičninah sem že dobrih 18 let. In to, kar se zadnje čase dogaja na trgu, ni več niti malo okusno. Res, mislim, da je preseglo vse meje. Kupci si enostavno več ne morejo privoščiti niti nekega osnovnega stanovanja. Mlade družine brez pomoči staršev še težko lahko sploh kupijo stanovanje. Po drugi strani pa prodajalci seveda želijo dobiti največ, kar je možno. Kar je nekako normalno, ker je trg, bomo rekli, eksplodiral. Tudi oni želijo čim več iztržiti iz tega, ne? In nekateri so začeli malo pretiravati, ker zraven neke realne cene pa bomo še kar dali 20-30 tisoč zraven, bomo poskusili, mogoče pa se kdo najde, ne? Torej, cene na trgu so trenutno res postale nerealne, podivjane. In kot posrednica na trgu tukaj najdem težko neko srednjo pot med realnostjo in pričakovanji. Ja. Vem tudi, da se trenutno čuti napetost, to napetost se globalno čuti že v zraku, prav čutiš pri ljudeh, vsi so napeti. In ta napetost je tudi na nepremičninskem trgu. Da jaz se res sprašujem, kako dolgo še bo to trajalo. Po drugi strani se pa dostikrat vprašam, pa od kod jemajo ljudje denar, ne? Ampak očitno ga tudi Slovenci imamo še kar veliko, ne? Ampak res se mi smilijo. Ja, kupci, mlade družine, mladi pari, ki enostavno ne morejo priti do svojega prvega doma. In kaj naj rečem, bolano pač, ne, res bolano. In zadnje čase me ima, da bi kar kričala, kam še gre to, ne. Ker pa velikokrat tudi dobimo neke odzive, ja, posredniki tako nabijate cene, ker hočete večjo provizijo. Lepo prosim, posredniki ne nabijamo cen, ne. Prodajalci so tisti, ki seveda določajo ceno, in trg, posredniki na trgu, ki že delamo leta in leta, ki hočemo svoje ime tudi upravičiti, ime samega nepremičninskega posrednika, se mi zdi, da je tudi naša odgovornost, da strankam povemo, kaj je realnost, ne. Ne pa, da samo kimamo, ne, ker to ni realnost. Žal.